prisrčno. Spoštovane kolegice in kolegi, cenjeni predavatelji, lepo vas je videti v tako velikem številu. Hvala za tako množično udeležbo, ki je celo tolikšna, da smo morali zavrniti preko 40 prijavljenih, pa kolegov arhitektov sploh še vabili nismo. Lepo je videti, da zdaj, ko počasi gradbena panoga okreva, je vedno večje zainteresiranost tudi za stroko. To se vidi po vseh posvetovanjih organiziranih, da se udeležba izboljšuje, kar je seveda zelo veliko pomembno in tudi daje ves optimizem celotni panogi. Vsa pohvala za organizacijo današnjega dogodka gre inženir Prebilo, ki je z izbiro tematikom in mobiliziranjem strokovnjakom, ki so pomagali organizirati to posvetovanje, prvi zaslužen, da je do posvetovanja prišlo. Hvala, bom rekel, tudi predstavnikom ministrstva za prisotnost in udeležbo. Prvo, kaj bi rad povedal, pred nami je seveda sprejetje, ne sprejetje, ampak uveljavitev nove gradbene zakonodaje, ki stopi v veljavo 1.6. tega leta, ki nas je dodobra aktiviral, pa postavil tudi seveda pred negotovost celotno delovanje področja graditev prihodnje. Člani inženirske zbornice in tudi ZAPS-a smo lahko upravičeno zaskrbljeni, saj sprejeta zakonodaja še seveda ni garant za razvoj stroke. Ustrezna zakonodaja le z ustreznimi podzakonskimi akti in pravilniki in pravilno razlago in izvajanjem seveda pogoj za ustrezen razvoj stroke. Nova gradbena zakonodaja je inovativna v tem pogledu, da pristojnim zbornicam in njenim članom daje možnost in priložnost za ureditev strokovnih pravil, saj država seveda po eni strani tudi ne zna, niti ne more urejati. Kljub vsemu pa lahko do nje pridemo le ob usklajenem delovanju s pristojnimi ministrstvi do dobrih oziroma ustreznih zakonskih in podzakonskih rešitev, kar ta trenutek tudi operativno poteka. Ob tem se je potrebno zavedati, da primerna regulacija našega strokovnega področja neposredno vpliva na doseganje varnega grajenega okolja. Mehanska odpornost in stabilnost, prva in najpomembnejša bistvena zahteva objektov, je bila zadnja leta žal zelo močno zapostavljena, ker vemo vsi, v zadnjem času se je iz spremembe v spremembe zakonodaje in podzakonskih aktov bolj in bolj degradirala. Tako je, na primer, kot veste, iz zakona izpadla revizija projektne dokumentacije, meje razredov zahtevnosti objektov pa so padle na nerazumno nizko raven in posledično s tem še znižale zahtevano strokovnost udeležencev pri sami gradnji. Zaradi teh neustreznih določil zakona in podzakonskih aktov se je razmahnilo celo izigravanje zakonodaje, kjer so se izjave o mehanski odpornosti in stabilnosti podpisovali in so podpisovali za to nekompetentni del stroke. Glede na to, da se dokumentacija za izvedbo zaradi slabe zakonske ureditve in pomanjkanja inšpekcijskega nadzora pri nekaterih kategorijah objektov v zadnjem času sploh ni izdelovala, je stvar prišla tako daleč, da tu sploh zelo težko govorimo še o varni gradnji, še posebej o potresno varni gradnji. Tak primer so zagotovo enostanovanjski oziroma stanovanjski objekti, pa tudi nekateri zahtevnejši objekti. Kljub temu, da seveda z novo zakonodajo ne moramo biti povsem zadovoljni, pa vendarle ta prinaša odpravo nekaterih anomalij dosedanje zakonodaje. Po eni strani smo lahko zaskrbljeni, ker nova zakonodaja ni znova uredila revizijskih pregledov, vse na področju, ki neposredno vpliva na preživetje ljudi v primeru izrednih dogodkov, po drugi pa upamo, da bo napredek pri dvigu kvalitete našega dela prinesla možnost strokovnega nadzora inženirske zbornice nad svojimi člani. To priložnost znotraj IZS moramo izkoristiti in zagotoviti dvig strokovnosti, kakovost projektne dokumentacije in same gradnje. V primeru protipotresne gradnje je žal trg samo od sebe nestrokovnih pooblaščenih inženirjev in arhitektov ne more pravočasno izločiti, saj se njihove napake razkrijajo šele pri izjemnih dogodkih, ki so redke oziroma šele od nastankov katastrofe v obliki močnejšega potresa. Žal ali pa tudi na srečo so rušilni potresi dovolj redki, da se družba ne zaveda več tveganja, ki ga s seboj prinašajo. To stanje pa hkrati ne čuje tudi stroko, saj se s tem ustvarja negativna selekcija. Strok je zato ureditev področja v velikem interesu, vendar brez ustrezne zakonodaje na področju mehanske odpornosti in stabilnosti nima potrebnega orodja za spremembe. Velika priložnost so zato seveda pravila stroke, ki si jih bomo napisali sami.
Nadalje težko razumemo tudi, da je zakon predvidel legalizacijo objektov kar brez preverbe mehanske odpornosti in stabilnosti. O zadostitvi pogoja varnosti objekta bodo očitno zopet lahko odločili kar tisti, ki za to nimajo ustreznih znanj in še to kar preko palca. Žal ima za zakonodajalce umestitev objektov v prostor največkrat prednost pred njihovo varnostjo, kar je stališča civilizacijskega napredka naše družbe povsem nesprejemljivo. Upamo, da bo take in podobne anomalije še mogoče omiliti v pravilniku o projektni dokumentaciji in da bo ob tem dobil ustrezno veljavo tudi argumenti naše stroke in se pri tem ne bodo zopet razgubili med drugimi v primerjavi z varnostjo objektov mnogo manj pomembnimi pričakovanji. Seveda bo zelo pomembna tudi uredba o zahtevnosti objektov, ki bo močno vplivala na nivo obdelave in strokovnih udeležencev pri gradnji, s tem pa neposredno na nivo varnost nekaterih objektov. Uredba bo podrobno urejala tudi vzdrževalna dela na objektih, ki bi se morali ustrezno omejiti, da se s tem prepreči nestrokovno poseganje v konstrukcije, kar lahko neposredno ogrozi varnost objekta. Predvsem je treba izpostaviti, da pri tako imenovanih energetskih obnovah žal zamujamo priložnost za celovito rekonstrukcijo objektov, pri tem, ko za novo fasado skrivamo nevarne pomanjkljivosti objektov. V novem gradbenem zakonu lahko pozdravimo rešitev, ki pri gradnji novih objektov zagotavlja izdelavo PZI dokumentacije. Saj bo pred prijavo gradnje potrebno predložiti pristojnemu upravnemu organu za gradbene zadeve. To velja tudi za rekonstrukcije, o katerih se bomo pogovarjali danes. Na tem področju bo potrebno rešiti kar nekaj dilem, kar bomo videli tudi v današnjih prispevkih. Upam, da bomo uspeli doseči, da se nekatere dileme v zvezi s to problematiko lahko rešijo že v pravilniku o projektni dokumentaciji, kot na primer obvezno vključitev pooblaščenih inženirjev z področja gradbeništva, ki so edino kompetentni za preverbo mehanske odpornosti in stabilnosti objektov in podajanjem vseh odločitev z področja zagotavljanja mehanske odpornosti in stabilnosti. Strokovne dileme, ki jih lahko reši le stroka sama, pa bo treba nadalje urejati v smernicah, navodilih stroke, morda tudi v priročnikih. Matična sekcija gradbenih inženirjev bo zagotavljala izvedbo ustreznih aktivnosti. Še enkrat bi se v tej priliki rad zahvalil delovni skupini, saj je bilo vloženo v ta dogodek danes izredno veliko volonterskega dela za pripravo tega posveta in seveda bi se še enkrat rad zahvalil vsem predavateljem, ki so bili danes pripravljeni sodelovati na tem dogodku. Za zaključek pa bi vas rad še pozval, da v konstruktivni debati, razpravi po predavanjih in v nadaljnjem vključevanju v urejanje problematike stroke ter zaželel uspešno posvetovanje. Mogoče še za zaključek, gradbeniki smo v inženirski zbornici premalo aktivni, to moram povedati, in bi pozval vse, da se aktivno vključijo v dejavnosti pri sestavi tako imenovanih pravil stroke, ki bodo po moje v prihodnosti veliko bolj kot danes kreirale našo strokovno prihodnost. Hvala.